Lep pozdrav na današnjem spletnem dogodku. Moje ime je Aleš Šoba, z menoj danes je še Aleš Grbič. Začetek leta je bil na finančnih trgih izjemno pester. Bi rekel, poleg umetne inteligence, ki nekako dominira dogajanje v zadnjih letih, smo bili tudi priča, bi rekel, večjim geopolitičnim napetostim, tokrat v obliki vojne v Iranu. Pa tudi bi dejal, te geopolitične napetosti so tudi že postali kar neka stalnica. Zdaj, ta vojna v Iranu je kar precej pretresla dogajanje, predvsem na energetskih trgih, pa tudi bi rekel na trgih ostalih surovin. In seveda vlagatelji se danes upravičeno sprašujejo, kaj to pomeni za njihove portfelje in v bistvu, kako se obnašati v tem okolju. In prav na ta vprašanja bova danes probala z Alešem nekako tudi odgovoriti. Zdaj, preden pa gremo naprej, pa bi rekel vseeno na kratek pregled, kaj se je sploh dogajalo, torej do sredine marca. Tako da tukaj imamo v bistvu gibanje na finančnih trgih do 20.3., torej do petka. Bi rekel, v začetku leta dokaj mirno dogajanje, ne glede na novice. Bi rekel, ta manjši upad pri delnicah in obveznicah se nekako začel nekako od konca februarja, ko se je začela vojna v Iranu. Globalne delnice, ta zelena črta na tem grafu, so nekako izgubile od vrha dobrih 5%, letos so v minusu slaba 2%. Obveznice, mogoče malo bolj presenetljivo, malo večja volatilnost ali pa večji upad, kot je značilno za varno naložbo, torej letos so slab odstotek evropske obveznice v minusu, je pa ta upad od konca februarja skoraj 3%. In bi rekel, to je mogoče tisto, kar je malo bolj pretreslo vlagatelje, kot pa mogoče dogajanje na delnicah, ker so navadno nekako tudi že navajene večje volatilnosti. Zdaj, zakaj je temu tako? Višje cene nafte in bi rekel ostalih energentov pomenijo višjo inflacijo. Višja inflacija pomeni, da centralne banke bodo mogoče morali znova začeti dvigovati obrestne mere in seveda višje obrestne mere pomenijo nižje cene obveznic. In to so tudi vlagatelji v naša dva obvezniška sklada občutili. Kar pa je pozitivno, bi dejal, da ta upad obveznic, torej višje obrestne mere, pa pomenijo boljša izhodišča za naprej. Torej, mogoče samo na primeru, če so nemške dveletne državne obveznice kotirale še pri 2%, nudile 2% donos konec februarja, je danes ta obljubljen pričakovan donos 2,7%, torej 0,7% više. Tako da vlagatelji naj to gledajo tudi z te perspektive, da so se pričakovani donosi nekako dvignili. Zdaj pa, če gremo v bistvu k tisti glavni temi, ki nekako dominira mesec marec, je seveda vojna v Iranu, ki je tudi odgovorna za ta manjši popravek na finančnih trgih. Mogoče najprej malo v ozadju, kaj točno se je sploh zgodilo? Ja, ta vojna ni prišla nepričakovano. Neki uvod je bila že ta vojna v Gazi, potem tudi spor Izraela in Irana traja že več desetletij in tu imamo recimo te posrednike, iranske posrednike kot Hezbolah v Libanonu, Hamas v Gazi, ki izvajajo operacije za njih. In tudi ta prelomnica se je verjetno zgodila najverjetneje lani, ko so se začeli ti neposredni raketni napadi med državama in tudi, ker so morali tudi Združene države Amerike vstopiti, zaščititi Izrael do neke mere. In drugi, ta negativni dejavnik pa je bil iranski jedrski program in tudi možnost izdelave jedrskega orožja, kar pa je tudi pomenilo za Izrael in tudi za določene arabske sosede rdečo črto. In tretji pa tudi lahko rečemo dejavnik pa je ta notranja nestabilnost v Iranu, ko se od leta 2022 vrstijo demonstracije proti trenutnemu teokratskemu oziroma cerkvenem režimu. Dobro, kakšni pa so sploh ameriški cilji in kako se je odzval Iran v bistvu na ta napad? Ja, nekako upanje je ostajalo do konca februarja, ko so se pogajali o iranskem jedrskem programu in tu Iran toži, da so se kar sredi pogajanj, dejansko pogajanja naj ne bi propadla, ampak sta Izrael in Združene države Amerike sta napadla Iran zadnji dan februarja in šlo je pač predvsem za zračne napade. In tudi, kaj je tu Bela hiša je pač upravičevala, pa navedla več teh jasnih ciljev, kot so rekli, da pa, ko smo prej omenili, nevtralizacija jedrske grožnje in tudi uničenje raketnega programa, tudi pomorska prevlada in tudi nenazadnje sprememba režima. In ja, Iranov odziv pa je bil izredno agresiven. Na začetku ogromno teh zračnih oziroma
ogromno izstreljenih raket in te napade, in tudi skupaj z droni je izvedel napade in kam, ne? Na ameriška oporišča v regiji, kot so Bahrajn, Katar, Saudska Arabija, tudi Združeni Arabski Emirati. In tudi napadli so pa tudi energetsko infrastrukturo v sosednjih državah, ne, ki gostijo ameriško vojsko. In zadnja, ne, tista stvar pa je, da so zaprli Hormuško ožino za večino ladij oziroma selektivno jih spuščajo. Se kot vidiva na grafu, torej je res močan skok cene nafte v letošnjem letu. Ne? Zakaj v bistvu ima ta napad takšen vpliv? Ne? Zakaj je ta regija tako pomembna za bi rekel, svetovni trg nafte in plina? Ja, skozi to ožino gre 20% svetovne nafte, ne, in pa 25% utekočinjenega zemeljskega plina. In dejansko ta blokada pomeni pravi takojšnji svetovni energetski šok, ne. In tudi vidimo, ne, tako kot si lepo pokazal na grafu, v Evropi se je cena Brenta pospela iz 72 evrov za sodček na okoli 115, kar je več kot 60% skok, ne. Za kaj pa šele cene zemeljskega plina iz Katarja krat 2, ne? In kaj vse to pomeni neposredno, ker glede na to, da imamo takšen sistem določanja električnih cen, glede na najdražji energent, pomeni dražje ogrevanje, dražjo elektriko, tudi pogonska goriva po celi Evropski uniji se dražijo, ne? Dobro, zdaj, če se vrnemo mogoče malo v preteklost. Ni to zdaj prvi geopolitični šok, pa tudi ni prva kriza na Bližnjem vzhodu. Ne? Zdaj, če pogledamo, recimo, najbolj negativna epizoda je bila seveda v 70-ih, torej leta 73, Jom-Kipurska vojna in seveda ta arabski embargo, ne, nafte. Ne? Je možna ponovitev tega scenarija, kje bomo čez 12 mesecev, glede na, bi rekel, to trenutno epizodo? Ja, jaz upam, da se najprej odlična tema in vprašanje, ne? In upam, da se zgodovina ponavlja v pozitivnem smislu in tudi zdaj, kakšna je verjetnost, pa ne vemo, ne? In tudi recimo 73 leto, se ti zdi, da se lahko ponovi ali ne? Določeni dejavniki so se spremenili, ne? In predvsem gre za to, da je svet občutno manj odvisen od nafte kot leta 73, ne? In tudi vemo, da so Združene države Amerike so postale neto izvoznik energije, pa tudi obnovljivi viri energije imajo vedno večji delež in pokrivajo precej velik del povpraševanja. Potem pa je še en dejavnik, da so strateške rezerve so občutno višje, kot so bile takrat, oziroma takrat jih skoraj ni bilo in so tudi bolj koordinirane. In nazadnje je tudi precej teh strateških rezerv se že sprošča ravno zaradi tega, da bi blažili vpliv na cene in tega leta 73 ni bilo. Tako da v bistvu globalno gospodarstvo manj odvisno od nafte, pa tudi bolj odporno, ne. Kaj pa recimo, bi rekel, ostala tveganja v regiji? Ni to samo Perzijski zaliv, ne? Kaj še lahko gre narobe poleg Hormuške ožine? Ja, lahko se zgodi perfektna nevihta, ne, če Hutiji zaprejo še Rdeče morje, ne, hkrati z Hormuško ožino. To bi bil nek primerljiv šok z letom 73, predvsem za Evropo, ampak ja, tu moramo vedeti vseeno, da Iran spušča selektivno na Daljni vzhod ladje, to pomeni Kitajska, Indija, nimajo težav pri dobavi, ne, težave za dobavo veljajo za zahodni svet. Ja, zanimivo, ne. In tudi je pa res, ne, da imamo še dodatno tveganje v novem vrhovnem vodji Irana, ne, ki je pač po očetu, ta Mojtaba, je očeta nasledil in Mojtaba velja za očeta, ki so ga ubili, ne, v napadu, in velja za dosti bolj radikalnega, ne, kot njegov oče in tudi ima močno podporo, ne, v tej iranski revolucionarni gardi. Ja, in to bo zanimivo, bo še, ne. Bo sin še bolj udaren kot oče. Dobro, da zaključimo ta del, torej kakšen se ti zdi najverjetnejši scenarij čez 12 mesecev, kjer recimo bodo cene nafte in plina, ki nekako so ključne za, bi rekel, in za gospodarstvo in za inflacijo? Ja, najprej moramo tu poudariti, da te stvari so zelo, zelo dinamične. In tako kot je Trump nepredvidljiv, je zelo, zelo nehvaležno napovedovati. Ampak jaz nekako upam, ne, da se bo vojna končala v aprilu, v maju in da se bo nafta spustila po $90 in da bodo trgi pozabili na te težave. Podobno kot po kratkih geopolitičnih šokih v preteklosti. Ne. In tudi, če pogledamo zgodovino, ne, potem vidimo, kakšna je bila reakcija trgov in tudi lahko tudi rečemo, glede na regije, vidimo
oziroma lahko rečemo, da ameriške delnice bodo verjetno više, evropske in azijske bojo pa rabile precej časa, da se pomorejo, ker imajo dosti večjo energetsko odvisnost. In tudi glede na zgodovino pa lahko napovemo, ne, da v dobrih dveh tretjinah primerov so bile delnice v povprečju za 3% više kot pred tem šokom, če pa zdaj upoštevamo medijano, ne, pa vidimo, da so bile dobrih 8% višje. Gremo midva zdaj naprej, še bi rekel, na drug pomemben dejavnik, ki dominira dogajanje, to je seveda umetna inteligenca. Zdaj smo nekako dobra 3 leta po prihodu ChatGPT-ja. Kot vsaka pretekla tehnološka, bi rekel, taka sprememba, ki je prinesla ogromne spremembe v gospodarstvo in bi rekel, v družbi, umetna inteligenca podobno prinaša. Za eni strani bi pa rekel, imamo neke strahove, da podjetja mogoče preveč investirajo in se mogoče te, bi rekel, si nikoli ne bodo povrnila teh izdatkov, glede na te velike naložbe. Po drugi strani pa mogoče celo strah, da bo umetna inteligenca preveč uspešna, ne, pa bo nadomestila ogromno zaposlenih in povzročila visoko brezposelnost, ne. Zdaj, kje smo zdaj v bistvu, bi rekel, trenutno pri umetni inteligenci? Ker kot vidimo, ameriške tehnološke gigante grejo s polno paro naprej, ne, torej stavijo vse na umetno inteligenco. Ja, absolutno, ne, ti ameriški investicijski tehnološki velikani, kot konkretno Amazon, Microsoft, Alphabet, pa tudi Meta, ne, bojo letos investirali preko 650 milijard dolarjev v umetno inteligenco, oziroma od tega bo šlo 3/4 v infrastrukturo za umetno inteligenco. Ja, imamo dva tabora vlagateljev, ne, vlagatelji, ki so prisotni v tej zgodbi, niso toliko skeptični, vlagatelji, ki so zamudili zgodbo, so skeptični, kar je po eni strani prav, ne. In ja, ti velikani, ne, pa rečejo tako, ne, če bomo zdaj investirali toliko, bomo dobili trg za naslednjih 10-20 let in kasneje bojo lahko monetizirali to svojo superiornost v tem superciklu, ne. In ta supercikl pa sili te gigante, ne, tehnološke, da agresivno širijo podatkovne centre in tudi zagotavljajo si energetske vire, ne. In tu bo res, zgodba bo zelo zanimiva, glede na to, kaj se dogaja v svetu, ne. Če bojo cene nafte slučajno ostale dalj časa visoke, pa energentov, bomo videli, kakšen bo ta razvoj umetne inteligence. Dobro, kot smo rekli, na eni strani imamo izrazite zmagovalce, ne, torej predvsem tisti, ki sodelujejo pri izgradnji podatkovnih centrov, ki so pač osnova za delovanje umetne inteligence, ne. Katera so tista podjetja, ki so v zadnjem letu najbolj profitirala? Ja, absolutno, to, kot si izpostavil, ne, podjetja iz segmenta polprevodnikov ali tudi določena iz strojne opreme so bila izraziti zmagovalci. In tu gre za podjetja, ki zagotavljajo izgradnjo omrežne infrastrukture, gre za Nvidio, Broadcom, Arista Network in podobne. In zanimivo pa je, ne, da so zmagala tudi podjetja, ki omogočajo energetsko in tudi hladilno opremo, ne, ker vemo, podatkovni centri zahtevajo ekstremne količine energije in tudi hlajenje, ki pa mora biti seveda napredno in mora biti tekočinsko. Ja, za sektor polprevodnikov pa lahko rečemo, ne, da je prišel v ta nov supercikl, ker včasih vemo, da so polprevodniki so bili zelo ciklični, ne. In zanimivo je, da so tudi te proizvodne zmogljivosti pri nekaterih zasedenih do konca letošnjega leta. Imamo pa določen podsegment, kjer pa so proizvodne kapacitete zasedene do konca leta 2028, in tu gre predvsem za hitre pomnilniške čipe oziroma HBM s kratico. In ja, bomo videli, ali kdo bo tukaj največ pridobil, ampak res pa je prav hecno, ne, da ti dobavitelji tako imenovanih lopat in tudi krampov so tisti, ki beležijo v tem trenutku najbolj neposredno rast dobičkov. To je res. Na drugi strani, kot vidimo na grafu, pa imamo tudi določena podjetja, ki so pa izraziti poraženci. Vse tako je trenutno videti, ne. Katera podjetja v bistvu umetna inteligenca oziroma disrupcija umetne inteligence najbolj prizadela? Ja, tu gre predvsem za ponudnike programske opreme kot storitve, oziroma to na kratko rečemo SaaS, ne. In tu velja nek strah pred SaaS apokalipso, ne. In tu gre pač za podjetja, ki so prisotna v segmentih pravne opreme, računovodstva, podpore strankam. In velika pretnja tukaj je Anthropicov Cowork, Claude Code in podobni, ne, ki
neposredno avtomatizirajo delovne procese in zato ne potrebujemo prej nekih dragih licenčnih paketov, kot smo jih pri software podjetjih potrebovali. In tudi trg programske opreme pač prehaja neko obdobje strukturnih sprememb in tu je precej visoko tveganje za njih so ti AI agenti oziroma agenti umetne inteligence, ki preskakujejo te tradicionalne uporabniške vmesnike. In s tem, ampak tudi sami jih, pa tudi zanimivo je pa, da določena podjetja iz programske opreme tudi sama razvijajo te AI agente, ampak trg jim nekako ne verjame. Ne? In zgleda, kot da so ti poslovni modeli ogroženi, in ja, ampak na koncu ne, se tudi tu lahko pojavijo velike priložnosti. Dobro, vse zdaj, če gremo mogoče v zadnji del, torej geopolitika, umetna inteligenca sta letos, bi rekel, pa tudi že v zadnjem letu dobro premešala dogajanje znotraj samih sektorjev. Ne? Tako da vidimo, da je znova v ospredju, tu gledamo donose v letošnjem letu do 20. marca, vidimo znova v ospredju bolj stara ekonomija. Ne? Je to trend, ki bi se lahko nadaljeval, če malo pokomentiraš? Ja, res je zanimiva kombinacija, ne, da recimo umetna inteligenca potrebuje ogromne količine električne energije, pa tudi fizično infrastrukturo. Zdaj pa imamo geopolitične pretrese, ne, predvsem vojna v Iranu, ne, in kjer imamo nekako omejeno ponudbo energentov oziroma dobava energentov bo precej onemogočena, ne, za določene države, recimo zahodni svet. In zdaj pa so prišli v ospredje ti sektorji, ki smo jih prej imeli za dolgočasne. Ne? In zdaj tudi tu, ko si ni dovolj biti, če se izrazim, digitalen, ne? Ampak moraš imeti nadzor nad energijo, surovinami in varnostjo. Ne? In to je ta trend, ne, ki bo verjetno dominiral na trgih, dokler se pač energetska infrastruktura ne bo prilagodila temu super ciklu umetne inteligence. Dobro, niso bile pa, bi rekel, samo malo večje spremembe znotraj sektorja, tudi bi rekel regijsko. Ne? Torej, ameriške delnice so res dominirale po veliki finančni krizi, tam po letu 2008, zdaj pa se nekako to tudi, predvsem tudi nasproti trgom v razvoju, zdaj se pa to nekako od leta 2025 malenko spremenilo. Ne? In kot vidimo, zgodovinsko niti ni presenetljivo. Ne? Torej, kaj se pa tu dogaja? Recimo, ameriške delnice nasproti ostalim trgom, predvsem trgom v razvoju. Ja, tu imamo nekaj cikle, ki trajajo približno 7 do 10 let in tudi se izmenjujejo razviti trgi oziroma Združene države Amerike in na drugi strani razvijajoči se trgi. In tako kot si lepo rekel, ne, so celo desetletje so Združene države dominirale, ampak kot posledica tehnoloških gigantov oziroma tehnoloških naložb. In zdaj pa se ti trendi nekako obračajo. Vidimo, dolar je slabel, zdaj pa če nekako se je zaostavil in tudi vrednotenja ameriških delnic so zgodovinsko visoka, ampak ravno zaradi pričakovanja bodoči visoki rasti. In zdaj pa imamo tu še Trumpovo trgovinsko politiko, ki pa ravno odbija kapital, ne? In na drugi strani pa Evropa povišuje obrambne izdatke, Kitajska stimulira domače povpraševanje, ne? In vsi ti dejavniki dobro denejo ravno trgom v razvoju. Ne? Bomo videli, in tudi vse te tri komponente so prisotne. Ne? In vlagatelji se pa morajo na to odzvati, ne da grejo vse all in v eno regijo, ampak se morajo odzvati z ustrezno razpršitvijo med razvitimi trgi in razvijajočimi se trgi in to je tisto. Ne? Vse to pa je moje naslednje vprašanje. Ne? Torej, glede na trenutno povišano negotovost, kaos, ki ga Trump ustvarja, ne? Pa vidimo nekaj tempirati, kdaj je pravi čas za kjer sektor ali pa regijo je zelo težko. Kaj je tisti nasvet? Ne? Tudi moče dolgočasno, ampak kot vidimo, dokaj deluje v tem okolju, ne? Pa je vedno deloval. Ne? Ja, če se izrazim, če vlagatelji želijo potopiti svoj portfelj, naj sledijo vroče zgodbe, če pa želijo doseči donose, ki jih ponuja trg, je pa ravno ta globalni, recimo konkretno Infonov, globalni delniški sklad primeren za njih. Ne? Dejansko sklad pokriva razvite trge v razvoju in je tudi izpostavljen do vseh sektorjev. Potem pa je tudi zanimivo, ne, da ta sklad pa je res v zadnjih 10 letih imel poprečni letni donos preko 9% na leto, kar je res to, o čem mi govorimo. Ne. In je pa potrebno poudariti, ne, da ne gre pri varčevanju za neki šprint, pa tek na kratke proge, gre bolj za gorski tek po slovenski planinski transverzali ali pa pohod. Ne. Torej imamo spone, imamo pace, ki so nekaj popolnoma normalnega. No, vse to si omenil, ne, torej te korekcije, ti upadi, da so nekaj normalnega.
Tudi zdaj doživljamo, bi rekel, glede na novice, ki so z dneva v dan slabše, smo sredi neke korekcije na delniških trgih, ampak se pravim, to je nekaj normalnega, ne, kot si že poudaril. Ja, s to statistiko si samo moramo pomagati in tudi in nekako imamo argumente, zakaj varčujemo tako, recimo razpršen portfelj in zakaj se ne strašimo, če trgi padejo za 10%, kot vidimo, ali pa več kot 10%. Vidimo na tej grafiki, da je globalni delniški indeks 15-krat upadel od leta 2021 za 10% in samo 6-krat za več kot 20%. In tudi ta zadnji padec, večji padec smo imeli lani, spomladi, ko je Trump pač zaostril trgovinsko retoriko, oziroma tudi trgovinsko politiko za 20% in tudi v času finančne krize leta 2008 je trg padel za 45%, ampak kasneje smo videli eno najbolj donosnih obdobij v zgodovini finančnih trgov. To se strinjam. V bistvu te korekcije, ti upadi so res nekaj normalnega, tako kot vidimo tu na grafu. Tudi letos jo doživljamo, jo bomo doživeli, tudi naslednjo leto jo bomo doživeli, tako da nekdo, ki investira na delniške trge, enostavno mora to sprejeti. Ja, nič hvala, Aleš, jaz bi tukaj zaključil. Mogoče samo, da povzamem te, bi rekel, 3 glavne misli. Torej, ja, te geopolitične napetosti, bi rekel, so resne, gre za en večjih, bi rekel, naftnih šokov, ki smo jih imeli v zgodovini, ampak zgodovina nekako nas uči, da globalno gospodarstvo je dokaj odporno, pa tudi finančni trgi in, bi rekel, velika verjetnost je, da čez 12 mesecev bodo delniški trgi višje, teda smo mi tudi v tem taboru. Druga stvar je umetna inteligenca, razvoj gre naprej. Vidimo, imamo določene izrazite zmagovalce in tudi poražence. Jaz bi rekel, zelo težko je pri takih tehnologiji napovedati, kdo bo na koncu res tisti zmagovalec, tako da tudi tukaj bi rekel, razpršenost je tista prava strategija in vse to je tisto končno tretje sporočilo, pač razpršen globalni portfelj je najboljši odgovor glede na to negotovost, ki jo doživljamo in seveda te korekcije, upad, ki ga nekako doživljamo, bi rekel, nič novega, smo že večkrat doživeli in verjamem, da se bo tudi ta izkazal na koncu za nekega dolgoročnega vlagatelja kot neka dobra vstopna točka. Tako da, hvala za vaš čas, upam, da ste dobili kakšno pojasnilo in se vidimo. Lep pozdrav.